Vsaka pisarna ima svoje tipe. Najbolj priden delavec dela po 60 ur na teden, popravlja napake vseh drugih in izgoreva. Potem je tu še tisti drugi, tisti, ki ne naredi nič drugega, kot da vsaki e-poštni niti samo odpiše, se sliši dobro. Ko pridejo odpuščanja, je pridni delavec prvi na izhodnih vratih. Tisti, ki ne naredi nič, pa preživi in pobere še eno plačo. Zakaj? Ker sodobni korporativni stroj skriva brutalno skrivnost. Meritokracija je mrtva. Trdo delo je kaznovano in nenagrajeno. Lenoba je preračunana strategija preživetja. Len delodajalec ni zdrsnil skozi razpoke, vdoril je v kadrovski sistem in se naredil popolnoma neodpustljivega. Resnica je, da korporativni zajedavci živijo večno, medtem ko je biti najboljši pri svojem delu najhitrejši način, da uničiš svojo kariero. Prvo poglavje. Umetnost povprečja. Znotraj pokvarjenega algoritma korporativne Amerike te bo popolna nedejavnost slej ko prej pripeljala na giljotino. Zato dejstvo, da so resnično neuporabni zaposleni odpuščeni, utrjuje mit, da lenoba nikoli ne deluje. Resnica je, da si lahko pri delu uspešen tudi če si len, dokler si pri tem dovolj prebrisan. Ko gre za delovno mesto, je lenoba pravzaprav umetnost jasnega razumevanja prioritet. Priden delavec skuša svoje rezultate prilagoditi temu, kar misli, da podjetje, za katero dela, želi. Medtem pa bo len človek, še pomembneje pa len človek z vztrajnostjo, prepoznal, kaj podjetje potrebuje in svojo omejeno energijo usmeril prav v to. To je znano kot nevidna osnova, ali kot bi temu rekli v vsakdanjem življenju, golo najmanj. In ne glede na to, kaj pravijo sporočila za javnost ali njihovi oglasi, to je tisto, kar podjetja v resnici želijo. Ne odličnosti, ampak stabilnost. To velja za zaposlene na vseh stopnjah karierne lestvice, pri čemer nekatere raziskave kažejo, da je leta 2026 kar 65% delavcev na koncu izbralo stabilnost zaposlitve namesto napredovanja v karieri. In ali lejko komu zamerite tak način razmišljanja? Večina ljudi živi od plače do plače, tako kot večina podjetij posluje z zastrašujoče majhnimi mašami. To je tisto, zaradi česar je nevidna osnovna raven tako privlačna za tiste srečneže, ki pristanejo na plačanih delovnih mestih. Namesto da bi ves čas delali na polno, lahko svoje prioritete preusmerite na delo z visoko vidnostjo in nizkim donosom. Z drugimi besedami, videti je, kot da trdo delaš, v resnici pa večino časa preživljaš v sproščanju. Strokovnjaki temu pravijo gledališče produktivnosti ali performativno delo, kjer zaposleni uporabljajo taktike, s katerimi v bistvu pretentajo svoje nadrejene, da izgledajo kot izjemno zavzeti delavci. Morda boste prepoznali nekatere taktike takšnega vedenja tudi na svojem delovnem mestu. Če ste že kdaj sedeli na sestanku, ste to osebo že videli. Nikoli ne prispevajo k dejanskemu delu. A takoj, ko postane pomemben vtis, so nenadoma popolnoma zbrani. To bo tista oseba, ki bo prikimavala z zamišljenim izrazom na obrazu, se delala, da si zapisuje, odgovarjala ali celo tu in tam kaj pripomnila. Vse je narejeno tako, da šef misli, da nihče ni bolj predan temu delu kot oni. Če vaše delovno mesto uporablja Microsoft Teams, Slack ali katerokoli drugo centralizirano programsko opremo za sporočanje in sodelovanje, obstaja velika verjetnost, da je parazit tudi tam napreden uporabnik. To je tista oseba, ki je vedno na spletu. Morda zato, ker uporablja premikalnik miške, da prelisiči sistem. Če pošljete sporočilo, lahko pričakujete skoraj takojšen odgovor. Navsezadnje niso ravno zaposleni, vendar pa stalna dosegljivost prek službenih storitev ustvarja iluzijo, da delajo, tudi če v resnici ne. Razen če vaši nadrejeni ne vlagajo v kakšno vrhunsko nadzorno programsko opremo, jim bo to najverjetneje tudi uspelo. To je tako razširjeno, da tega ne morejo prezreti niti ljudje, ki vodijo komunikacijska podjetja. Christina Jancer, višja podpredsednica za raziskave in analitiko pri Slacku, je povedala: V naših širših raziskavah opažamo vedenja, kjer se pisarniški delavci počutijo dolžne dokazovati, kdaj delajo, namesto da bi se osredotočili na doseganje svojih ciljev. In to je smiselno. Prvi cilj je lažje doseči kot drugega. In kot so pokazale naše raziskave, včasih tudi izpolnjevanje drugega cilja ne prinese želenih rezultatov. Če bi ugibali brez predhodnega znanja, bi morda mislili, da je parazit tukaj osamljena gnila jabolka, ki pokvari celotno skupino s tem, da znižuje povprečje. In motili bi se. Pravzaprav so prav pridni delavci tisti, ki so anomalije in presegajo povprečnost v podjetju s svojim nadpovprečnim dosežkom. Študija iz leta 2023 je pokazala, da je 43% zaposlenih v raziskavi z 1000 osebami porabilo kar 10 ur svojega delovnega tedna samo za ustvarjanje vtisa produktivnosti, namesto da bi dejansko opravili kakršnokoli delo. In to se je s časoma dejansko še poslabšalo.
Podobna študija, izvedena leta 2025, je pokazala, da je 66% zaposlenih priznalo, da se ukvarjajo z ustvarjanjem vtisa produktivnosti, da bi prevarali svoje nadrejene. Vprašali so tudi zaposlene, ki so iskreno verjeli, da se njihov prispevek meri po jasnih rezultatih. In le 23% jih je odgovorilo pritrdilno. Dejstvo, da je videti, kot da trdo delaš, bolj pragmatična izbira kot dejansko trdo delo, je ena najslabše varovanih skrivnosti v korporativni Ameriki. In zdi se, da se na sistemski ravni ne dela ničesar, da bi popravili to pot. Lenobni delavci, ki preživijo, so tisti, ki so sposobni razviti nekakšen šesti čut za to, na kaj se njihovi nadzorniki najbolj osredotočajo. Namesto, da bi si prizadevali za splošno odličnost, kot povprečni nadpovprečneži, intuitivno se bodo držali izključno območij največjega učinka, tistih mest, kjer bodo njihove navidezne prispevke, če tudi so zgolj simbolični, imeli največji vizualni in psihološki vpliv. Medtem ko si vi lomite hrbet in skrbite, da je nekaj, česar večina ljudi sploh ne bo opazila popolno, sodelavec, ki vloži minimalen trud, izpade kot pisarniški superjunak. Že to bi bilo dovolj slabo, če bi se delovni parazit zgolj prebijal z minimalnim trudom, a resnica je še hujša. Drugo poglavje – orožena nesposobnost. Pisarniški lenuh vas je že neposredno izkoriščal. To počnejo na tako prefinjen in zahrbten način, da morda sploh niste opazili, da se to dogaja. Če ste ženska s povprečnim fantom, ste verjetno že zelo dobro seznanjeni s psihološko taktiko, znano kot namerna nesposobnost. Če ne, vas bo resnica o tem, kaj so vam počeli številni najslabši ljudje v vašem življenju, zagotovo spravila ob živce. In to zato, ker namerna nesposobnost izkorišča vašo najboljšo pripravljenost pomagati, s čimer spodbuja najslabše pri nekom drugem. Vašo željo, da bi bilo nekaj narejeno pravilno in pravočasno. Namerna nesposobnost pomeni, da nekaj namenoma narediš slabo, dokler tega ne prepustijo komu drugemu. Ljudje to ves čas opažajo v svojem osebnem življenju. Prijatelj, ki se nikoli ni naučil voziti, zato vedno prosi za prevoz. Partner, ki se obnaša, kot da je pomivanje posode tako težko kot razoroževanje bombe. Zato in to preprosto vzameš iz rok, da je narejeno. Toda to je postal vse večji problem na delovnem mestu, še posebej z vse večjim razvojem tehnologije v naših življenjih. Nova strojna oprema in sistemi dajejo delovnemu zajedavcu veliko prepričljivih izgovorov, da se pretvarja, da so mu različne naloge nerazumljive, še posebej, ko gre za skupinske projekte. V takšnih situacijah bodo poskušali izkoristiti čisto in preprosto moč zadrege, da bi ti prevzel nalogo namesto njih. Dal jim boš nalogo, za katero misliš, da je tako preprosta, da je res ne more nihče zamočiti, pa bodo vseeno imeli vprašanja in na to še dodatna vprašanja. Veš, bilo bi nerazumno, da bi bil jezen na sodelavca, ki očitno deluje v dobri veri, postavlja vprašanje o nalogi, ki si mu jo dal. Ampak pride trenutek, ko moraš ugotoviti, da boš nalogo hitreje opravil sam, kot pa če bi podrobno razlagal, kako naj jo opravi nekdo drug. Misliš, da si malo olajšal življenje in morda se celo malo slabo počutiš, ker bo tvoj sodelavec mogoče mislil, da si bil pokroviteljski do njega. Ne veš pa, da si jim s tem pravzaprav šel na roko. Morda pa ta korak celo preskočijo in takoj uporabijo še bolj frustrirajočo tehniko strateške nesposobnosti ali zavlačevanja, kjer ti dajo upanje, da bodo nalogo opravili, a tega v resnici sploh ne mislijo resno. Če ne tako, da nalogo opravijo slabo, bodo poskusili delati izjemno počasi, dokler se ne bo približal rok in jih boš moral preprosto razbremeniti. To je moč namerno zaigrane nesposobnosti in lahko izjemno škoduje kulturi na delovnem mestu. Vprašajte Briano Perulo, klinično direktorico in ustanoviteljico On Par Therapy, ki je to temo obsežno raziskovala. Rekla je, citiram, ko slaba uspešnost ostane nespregledana, lahko demoralizira tiste, ki so na svoje delo resnično ponosni. To na koncu spodkopava produktivnost in lahko ustvari toksično delovno okolje, kjer se mnogi delavci počutijo izkoriščene. A postane še bolj nevarno, ko tarča te namerno uporabljene nesposobnosti niste vi, temveč srednji vodja, ki je nad vami. Tam se začne pravo gnitje za vse, razen za parazita. Pomislite za trenutek z vidika srednjega vodje in razumite, da je to na mnoge načine precej nehvaležno delo. Nimate veliko dejanske moči, kot jo imajo vodilni, višje v hierarhiji. Vaša delovna uspešnost pa je manj odvisna od vašega truda in povsem prepuščena na milost in nemilost zaposlenim pod vami v verigi. Preprosto povedano, lahko nadzorujete delavce pod seboj le do določene mere, če pa oni ne opravijo dodeljenih nalog, je to vaša odgovornost. Zaradi tega boste verjetno videli, da ti srednji menedžerji prevzamejo pristop za vsako ceno. Medtem ko je resnično vesten delavec usmerjen v proces, mora biti srednji menedžer po svoji naravi usmerjen v rezultate.
Če en zaposleni dela nesposobno, je smiselno to delo dodeliti zaposlenemu, ki ima dokazano uspešno zgodovino dosežkov. Kratkoročno je to logična odločitev, vendar je hkrati tudi prvi padajoči domino veliko večjega in nevarnejšega problema. Delo je kot snov sama. Ne more biti nujno ustvarjeno ali uničeno, lahko samo spremeni obliko. Oblika, ki jo prevzame potem, ko jo odvrže korporativni zajedalec, je odločilni dejavnik v groznem pojavu, znanem kot kaznovanje zaradi uspešnosti. Da vam pomagam razumeti, kako točno to deluje, bomo začeli z izrazom, ki vam je verjetno znan – tiha odpoved. To je, ko zaposleni formalno ne spremeni ničesar v svojem dogovoru z delodajalcem, vendar se v mislih odklopi. Kot klasični korporativni parazit naredijo le toliko, kolikor je potrebno, da preživijo, in nič več. Glede na to je drugo ime za kazen zaradi uspešnosti tiho napredovanje. To je, ko visoko uspešni zaposleni dobijo dodatno delo in odgovornosti, ne da bi jim ob tem pripadale tudi formalne ugodnosti napredovanja, kot so nov bleščeče naziv, dodatne ugodnosti podjetja ali povišica plače. In njegov negativen vpliv na prav tiste visoko uspešne zaposlene, ki podpirajo ta podjetja, je izrazit. Seveda je tu vedno prisotna grožnja izgorelosti zaradi preobremenjenosti, ki ima lahko resne fizične in psihične posledice. Prej smo govorili o tem, kako lahko korporativni zajedavci izkoriščajo nesposobnost in s tem uničujejo kulturno kohezijo na delovnem mestu, a postane še huje, ko najbolj pridni delavci doživljajo kazen za svojo uspešnost. Ti preobremenjeni posamezniki bodo zelo verjetno začeli zameriti svojim sodelavcem, ki ne morejo prevzeti dela. To posledično zniža moralo in poveča možnost, da nekdo naredi napako pri pomembnem projektu zaradi velikega delovnega stresa. Tako domine še naprej padajo in vsi razen zajedavca trpijo. To niti ni sistem, ki bi zanikal svojo lastno naravnanost. Trenutno naj bi tako delovalo. In najokrutnejši del je, da je lahko tudi takrat, ko zelo prizadevan delavec zaradi kazni za uspešnost prejme simbolično povišico, to še vedno prekletstvo v preobleki. Ker je pridni delavec zdaj uradno dražji od zajedavca, ga bodo verjetno prej odpustili, če in ko bo podjetje razmišljalo o zmanjševanju števila zaposlenih. Tretje poglavje. Kadrovski mlinček za meso. Vse to vas verjetno sili k vprašanju, zakaj jih preprosto ne odpustijo? In tu odkrijemo še eno temno skrivnost v vsem tem. Zaradi pomanjkljivosti sodobne korporativne strukture in politike je včasih dejansko dražje odpustiti lenega zaposlenega, kot pa ga obdržati na plačilni listi. Po raziskavah in intervjujih, ki jih je izvedlo Društvo za upravljanje človeških virov, so skupni stroški zaposlitve novega delavca lahko med 50 in 200% plače tega delovnega mesta. To pomeni, da če zaposlujete za delo, ki plača $60,000, lahko porabite $180,000 ali več, da zapolnite to vlogo. To je zato, ker je dejansko dejanje odpustitve zaposlenega zgolj zaradi namerne povprečnosti prava birokratska nočna mora. To običajno zahteva več načrtov za izboljšanje uspešnosti, ne kot del zakonskih pravic zaposlenega, ampak kot notranjo korporativno sled dokumentov za primer morebitnih tožb. Obstaja tudi več sestankov in postopkovnih ovir, skozi katere je treba iti, in če primer ni povsem brezhiben ter je zaposleni maščevalen zaradi izgube službe, je lahko delodajalec celo izpostavljen tožbi. Pravi stroški pa nastanejo, ko je treba zaposliti zamenjavo za istega zaposlenega. Ankit Shah, nadzornik razvoja talentov na Columbus State Community College v Ohaju, pravi: sestanki s potencialnimi kandidati, pregledovanje prijav, usklajevanje več krogov razgovorov in sprejemanje končnih odločitev vzamejo čas, ki bi ga sicer namenili doseganju ciljev in rezultatov organizacije. Kar je zagotovo povezano tudi z donosnostjo naložbe. Intervjuji, usposabljanja, čas, ko je delovno mesto prazno, v katerem bodo morali pridni zaposleni prevzeti dodatno delo, in na koncu je pogosto lažje pustiti stvari kot so in obdržati težavo. Pot najmanjšega odpora. Vendar morajo podjetja ohraniti pogumen obraz. Javna izgovor za to, da pustijo vse te težave tleti, je pomen ohranjanja stabilnosti. Ali ni to navsezadnje glavna prednostna naloga zdravega podjetja? Četrto poglavje. Učinek mrtvega morja. Del razloga, zakaj je matematika za vsem tem norostjo tako zgrešena, je v tem, da so raziskave pokazale, da je stabilnost v korporativnem okolju, odkrito povedano, lahko močno precenjena. Pravzaprav je lahko tisto, kar se zdi kot udobje in varnost stabilne delovne sile, v resnici iluzija, ki prikriva počasen pohod proti popolni insolventnosti. Študija je pokazala, da lahko tudi na področju zasebnih kapitalskih naložb, ki je zelo nenaklonjeno spremembam, kroženje zaposlenih prinese sveže poglede, ki ohranjajo osebje prilagodljivo. Francesca Corneli, dekanja poslovne šole Kellogg, je v študiji povedala: organizacije se nerade spreminjajo. Ne razmišljajo o tem, ali morajo posodobiti znanja svoje ekipe ali pripeljati nove talente.
Sčasoma sicer spremenijo svoje ekipe, vendar šele, ko je že prepozno. In kaj točno v tem primeru pomeni, da je prepozno? Bruce F. Webster, izredni profesor na oddelku za računalništvo na BYU, ta pojav imenuje učinek mrtvega morja. Podobno kot istoimensko morje, ki zaradi strupene vsebnosti soli ne more podpirati življenja, bodo strokovnjaki in pridni delavci izgoreli in jih bo strupeno delovno okolje odtujilo. Počasi bodo odhajali kot voda, ki izhlapeva s površine mrtvega morja. Na koncu ostanejo le še strupeni zaposleni, delovni paraziti. Preveč so neprijetni, da bi jih odpustili, in ne bodo odšli, ker imajo veliko manj možnosti za zaposlitev drugje, če niso usposobljeni. Visoko uspešni zaposleni uravnavajo toksičnost parazitov, dokler so še tam. Ko pa stres naredi svoje in odidejo, ostane popolnoma toksičen ocean, ekosistem, kjer nič ne more rasti, in vaše podjetje je dejansko obsojeno, da zgnije od znotraj. Vse to se nanaša na eno preprosto resnico. Moral bi biti bedak, da bi sploh poskušal biti eden izmed visoko uspešnih. V industriji programskega inženiringa je le majhen delež podjetij lepih, dišečih cvetlic, ki ustvarjajo prelomne tehnologije, ki bodo spremenile način našega življenja. Vsi ostali so le posamezna bilka trave, ki dela na aplikaciji X ali spletni strani Y ali velikem jezikovnem modelu Z, in kosilnica na koncu pride po vse. In težave tukaj so sistemske. Vgrajene so v temno matematiko, po kateri ta podjetja delujejo. Tako da tudi če bi velik del delavcev v podjetju sprejel individualno odločitev, da bodo trdo delali in dali 100% svoje pozornosti in truda, se ne bi nič spremenilo. Sistem obstaja na način, ki koristi parazitom bolj kot komorkoli drugemu. Zato je čas, da se vprašaš, delaš trdo ali pametno? Želiš še več razlogov, da preziraš korporativno Ameriko? Potem si oglej, ameriške sanje so mrtve, milenijci so uničeni. Ali pa si oglej tole.